Na današnjem sestanku smo se dogovorili oziroma pozivamo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da se predpisi oziroma da se pri pripravi predpisov uskladijo osnovna izhodišča glede ravnanja z odpadki. Se pravi, vsa odprta vprašanja je treba uskladiti, še preden se pristopi k pripravi predpisov. Izpostavljeno je bilo vprašanje v bistvu, kaj obsega javna služba, kaj se lahko upravlja kot dejavnost na trgu. Gospodarstvo je pa pri tem opozorilo predvsem na to, da želi imeti prosto izbiro izvajalca ravnanja z odpadki na trgu. Se pravi, v okviru same zakonodaje je treba v bistvu razmejiti, kaj je obseg javne službe, kaj je dopuščeno na trgu. Kot rečeno, gospodarstvo pričakuje prosto izbiro izvajalca in seveda potem možnost vplivanja na stroško ravnanja z odpadki. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja paleto sprememb na področju zakonodaje ravnanja z odpadki. Gospodarstvo seveda skrbi, kako bo opredeljeno v teh dokumentih ravnanje z odpadki, predvsem z vidika povečanja stroškov. Žal ta trenutek še ni teh dokumentov v javni razpravi, zaradi tega se pač pogovarjamo o stvareh, ki so nekako v razpravah bile iznesene. Skrbi nas predvsem to, da bo področje komunalnih odpadkov prepuščeno izključno javnim gospodarskim službam, torej gospodarstvo ne bo imelo proste izbire ravnanja z odpadki. Če povem primer v Gorenju, potem to, da če spremenimo obstoječ sistem ravnanja z odpadki, kjer bi bili v prihodnje vezani na dejavnosti javnih gospodarskih služb, pomeni povečanje stroškov delovanja ravnanja z odpadki za 40%. To je dejansko nekaj, kar si gospodarstvo v tej krizni situaciji nikakor več ne more privoščiti. Družba Gorenje Surovina že 60 let skrbi za različne vrste odpadkov, ki so po svoji vsebini komunalni. Gre predvsem za področje papirja in pakovin, ki jih zbiramo tudi od fizičnih oseb. Nas, bom rekel, s predlog sprememb uredb, ki se tiče ravnanja z odpadki, zelo skrbi, saj kolikor izhaja iz teh sprememb, ki na nek način formalno še do nas pravzaprav sploh niso bile komunicirane, iz njih izhaja, da bi določene pozitivne prakse, ki so se tekom teh 60 let izoblikovale, bi v bodoče bile prepovedane. Gre predvsem za področje zbiranja papirja, recimo preko šol, kjer se poleg, bom rekel, popolnoma komercialne dejavnosti vrši tudi edukativni značaj, bom rekel, na področju ravnanja z okoljem, saj se mladi ljudje izobrazijo z področja okoljevarstva. Istočasno se izpolnjujejo nacionalni cilji in na nek učinkovit in tržni princip se to ravnanje z odpadki organizira. Predlog zakonodajalca je tukaj popolnoma v nasprotju z Evropsko direktivo o svobodnem trgu in to so stvari, ki nas zelo, zelo resno skrbijo.